Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kmečki punt odpovedan. Kmetje bi se morali danes v Ljubljani zbrati na protestnem shodu, ki pa so ga odpovedali. Poročili so, da je vlada ugodila večini njihovih zahtev. Z vlado se sicer pogajajo že eno leto. Pogajanja so sedaj tudi formalno končana. Kaj so si kmetje dejansko izpogajali, pa niso povedali. Sedaj pa se lotimo 97. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali lov na petice, kakšen je sistem ocenjevanja pri nas. Ocene v šolah so vse višje, kar pa ne odraža nujno dejanskega znanja. Inflacija petic ustvarja pritisk pri vpisu na srednje šole in vpliva na porast duševnih težav mladih. Sistem je zaslepil tako učence, njihove starše, kot tudi šole. To so ugotovitve vročega mikrofona na Valu 202. Kakšen je dejanski sistem ocenjevanja v naših šolah, nam bosta povedala naša posebna gosta. Dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vodja delovne skupine za pripravo nacionalnega programa razvoja vzgoje in izobraževanja za naslednjih 10 let, profesor dr. Janez Vogrinc in pa nekdanji rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič. Janez, Dragan, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljeni. Janez, če midva mogoče začneva, kako dejansko pomembno vlogo imajo ocene v našem izobraževalnem sistemu? So zgolj del tega sistema, so na prvem mestu? Kaj ti praviš? Se bojim, da v zadnjem obdobju so ocene kar na prvem mestu. Ta moja skrb izhaja predvsem iz tega, da pa nisem prepričan, če je na prvem mestu tisto, kar bi pa pravzaprav ocene ne odražale. Se pravi, če je na prvem mestu znanja. V šolskem sistemu vendarle bi morali dati pomembnejšo vlogo znanju, ocena pa mora biti samo posledica tega, kar pravzaprav nek učenec, dijak pri ocenjevanju znanja tudi pokaže. Dragan, zdaj ti si pač človek številk, ampak a je šola pri nas čedalje bolj igra številk, kot tudi Janez na nek način ugotavlja? Ja, tako kaže tudi po takih zaskrbljenih posvetih oziroma člankih, ki jih je zaslediti v zadnjem času. Mene bolj kot, zagotovo me moti to, da je povprečna ocena ni več vsaj med 3 in 4, ampak da se giblje bolj proti 4 oziroma celo nad 4, ker potem je vse skupaj postane nesmiselno. Ampak bolj kot to me moti to, da je zaključni uspeh, kakor tudi tisto, kar je nekdo učenec, učenka ali pa dijak, dijakinja dosegel recimo v zadnjih letnikih, kot je v 3., 4., kot je v srednji šoli, da je to postane pomemben vstopni pogoj oziroma faktor pri nadaljnjem vpisovanju. Zdi se mi namreč, da bi morala biti tako univerza čim bolj neodvisna, dostopna univerza čim bolj neodvisna od srednje šole in po isti logiki srednje šole od osnovne šole, z izjemo tega, da imaš pač tisti osnovni pogoj izpolnjen. Tako je bilo včasih. Matura opravljena je bila edini vstopni pogoj na univerzo, potem pa so bili še tam, kjer je bilo zanimanje večje, so bili še sprejemni izpiti. Ne poznam namreč neke resne institucije, ki bi ne imela notranji vstopni pogoj. Se pravi, razna združenja, zato da te sprejmejo, te mora pač nekdo priporočiti, recimo, ki je že član, oziroma če govorimo o univerzi, potem bi vsaka od fakultet pričakoval, da ima specifične vstopne pogoje, ki odražajo njihovo vsebino. Če pa vse skupaj izvedemo samo na številke 1, 2, 3, 4, 5 oziroma v neke potem naknadno pridobljene procente, potem ljudi, bodoče študente, študentke spravljamo v nekaj razredov, kjer se
te razlike kompetenčne sploh ne ločijo več. Janez, kaj recimo pravijo učitelji, ne? Zdaj, če od zunaj gledamo, nekako nastaja vtis, da je srednja šola pač praktično samo še matura, ne? Se pravi, da se samo še pripravlja na to maturo in potem ta rezultat na maturi seveda kot vstopni pogoj, tako kot je rekel Dragan, za vpis na pač visokošolsko izobraževanje. Ti imaš seveda veliko stika z učitelji, ne? V končni fazi tudi pač vi delate učitelje, da tako rečem, ne, na pedagoški fakulteti. Kaj pravijo učitelji, kaj pravijo oni iz svojega vidika, iz prakse, kako je s tem ocenjevanjem? Zdaj, mogoče na srednješolskem nivoju je situacija vendarle nekoliko drugačna, kot je na osnovnošolskem nivoju, a ne? Torej ti učitki, da si učenci želijo predvsem visokih ocen, pa ne samo učenci, saj še večji problem je, da si jih želijo predvsem njihovi starši, a ne? Ja. Mislim, da je ta učitek bolj prisoten na nivoju osnovne šole, kot pa potem na nivoju srednje šole. In tle pa, tako kot sem prej rekel, ne, jaz mislim, da je to zelo velik problem, ne. Problem je predvsem zaradi tega, ker je to dejansko odraz celotne naše družbe, a ne. Saj v naši družbi, torej absolutno je šolski sistem samo del družbenega sistema, ne. Zato mi ne moremo reševati nekih zadev samo na nivoju šolskega sistema, če se pa ne vprašamo prej, kaj se dogaja na nivoju celotne družbe, a ne. In v družbi je problem dejansko to, da nas predvsem zanima, kaj nekdo ima, ne pa kaj pravzaprav zna. In to je ista zgodba, kot se nam potem pojavi na nivoju šole, ne. Se pravi, pomembne so ocene, pomembno je, kako visoko oceno učenec, otrok ima, ne pa kaj pravzaprav je za to oceno, ne. In ti pritiski na vedno višje ocene so pravzaprav postali ponekod nevzdržni dejansko, ne. Se pravi, učitelji imajo občutek, da nimajo več svoje avtonomije pri ocenjevanju, na ta način izgubljajo dejansko tudi to svojo avtoriteto pravzaprav, ne. In zato tudi marsikdo dejansko zapušča učiteljski poklic, ne. Tako da jaz bi sicer pokomentiral tudi to, no, kar je prej Dragan omenil. Zdaj, jaz mislim, da samo visoka povprečna ocena, ne, niti ne bi bila tako problematična. Ocena mora biti vedno odraz standardov znanja pri posameznem predmetu in tisto, kar je potrebno najprej preveriti, če so ocene previsoke, so pa realne, a ne, je to, kako imamo mi pravzaprav oblikovane naše učne načrte oziroma kako so postavljeni standardi znanja pri posameznih predmetih. Če res učenci dosežejo vse tisto znanje, ki ga morajo doseči, potem pač visoka ocena ni problema, ne. Težava, ki jo jaz vidim, je dejansko v tem, da ob visokih ocenah učitelji zelo pogosto se pritožujejo nad tem, da znanje učencev iz leta v leto, iz generacije v generacijo pada, ne. To je pa težava, če te stvari med sabo niso usklajene. Ja, Dragan, bi ti kaj dodal k temu, ker če ne, imamo vprašanje zate. No, dodal bi, da se soglašam s tem, kar je moj zagovornik povedal. Res, da je lahko nekje znanje večje, nadpovprečno, nekje pa ne. Ampak mene predvsem, ponovim še enkrat, moti to, da se neko dogajanje znotraj srednje šole, ko bodoči študenti in študentke so šli skozi vsa tista predpubertetne in pubertetne viharje, so potem jih zacementirajo v njihovem nadaljnjem življenju. In če vse skupaj izvedemo samo na skupni zbir točk po nekem postopku maturitetnih nalog oziroma izpitov, je to vprašljivo, če v bodočih poklicih se res najdejo tisti najbolj ustrezni ljudje. Zlasti pri tistih poklicih oziroma tistih študijih, kjer je omejitev vpisa in se vse skupaj izvede na to, kako je nekdo ravnal takrat pa takrat. To je moja glavna skrb. Poleg tega pa kot matematik, koliko sem gledal naloge iz matematike na maturitetnih izpitih, po mojem prepričanju ne odražajo sposobnosti, kako tudi vedenja matematičnih principov razmišljanja. Toliko, kolikor bi pričakoval. Se pravi, če te prav razumem, ti praviš, da so mogoče standardi prenizki, po drugi strani pa tudi praviš, da standardi niso ustrezni. Ja, so odmaknjeni. Zdaj, matematika je en specifičen način razmišljanja, ki ga naloge ne odražajo, kaj odražajo bolj neko pomnjenje, ki pa ni bistvo matematike. Zdaj,
če nadaljujemo tu, v bistvu, kjer sta vidva končala, Janez, Dragan, kako velik problem je po vajenem mnenju? Družbeni problem je to, da recimo štirka po domače, ne, je postala slaba ocena. Jaz mislim, da je to zelo velik problem, ne. Dejansko, pa ne govorim o tem, da bi seveda morali imeti neko normalno porazdelitev ocena, ne. Govorim pa predvsem o tem, da mora vsak učenec dejansko napredovati in dobiti potem tudi ocene, ki odražajo njegove realne zmožnosti in ki odražajo njegovo znanje, ne. Tukaj igrajo zelo pomembno vlogo tudi starši, ne. Nekateri starši, pa imamo pravzaprav dve skupini staršev, ne. Imamo starše, ki od svojih otrok dejansko zahtevajo preveč, tisto, kar njihovi otroci niso zmožni, ne. In to, da imajo že v nižjih razredih osnovne šole neprestano pomoč inštruktorjev, da se otrok ni sposoben sam nečesa naučiti, ne, ob tem, da vendarle imamo mi v naši šoli zelo dobro organizirano delo, imamo tudi dopolnilni pouk, imamo tudi dodatno strokovno pomoč. Torej, jaz mislim, da sploh v nižjih razredih inštruktorji nimajo kaj iskati, ne. In neka pretirana pričakovanja staršev, ne, za previsoke ocene, to je pravzaprav tisto, kar dejansko pa pri otrocih potem povzroča tudi psihične težave, ki jih imajo, ne, in neko blazno nezadovoljstvo sabo, svojo samopodobo, in to potem seveda pelje tudi naprej v nezadovoljstvo samo šolo, ne. Dragan. Ja, ena misel ob tem, ko sem poslušal, je, ne vem, kje je problem, ali iz šole v javni sektor ali iz javnega sektorja, kjer so starši zaposleni nazaj v šole, ker moje izkušnje so, da če nekdo ni kot javni uslužbenec ocenjen vsaj 4, potem je nevarnost, da fašeš inšpektorja ali pa prijavo za mobbing, ne. Tako da to je dejansko, tako kot Janez povedal, je odraz neke splošne klime v družbi, ne. Ti lahko jaz povem iz lastnih izkušenj, 4 že ni dovolj, ne, ker mislim, da je pogoj 3 ocene odlično, zato da potem napreduješ v plačnem razredu, ne. Ja. Točno to, tle smo izgubili, se opravičujem, ampak tukaj smo mi izgubili dejansko kompasa, ne. Normalno delo, povprečno delo, ne, ni tisto, kar nujno mora dati potem nadpovprečno oceno zaradi njega nekdo dobita, ne. In tle je tudi ista logika v znanju učencev, ne. Če zna učenec za 3, zna za 3. In to pravzaprav ni nobena katastrofa, ne. Ja, to ne pomeni, da je slab učenec, ne. Niti slučajno. Ja. Samo tega se rešiš tako, da potem nimaš ocene in uspehe v tvojem šolanju kot edini pogoj pri vpisu na naslednjo stopnjo šolanja. Ja, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšen je dejansko sistem ocenjevanja pri nas. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vodja delovne skupine za pripravo nacionalnega programa razvoja vzgoje in izobraževanja za naslednjih 10 let, Janez Vogrinc, in pa bivši rektor Univerze na Primorskem, Dragan Marušič. Pogovarjamo pa se o tem, kakšen je dejansko sistem ocenjevanja pri nas, oziroma zakaj je šola vse bolj lov na petice. Janez, to se mi zdi kar taka zelo zahtevna naloga, ne, verjetno priprava nacionalnega programa razvoja vzgoje in izobraževanja za naslednjih 10 let. Ti vodiš to delovno skupino, gotovo se vznotri pogovarjate tudi glede ocenjevanja in tega, kaj recimo ugotavljate, kaj predlagate za naprej. Ja, torej tema ocenjevanja je ne samo vključena v ta program, ampak je dejansko tudi izredno pomembna tema, izredno pomemben del našega programa. Mi smo tukaj tudi iz prakse dobili zelo veliko povratnih informacij, kaj se pravzaprav dogaja, in seveda ta nerealnost, če lahko tako rečem, ocen, ki jih imajo učenci, je zelo velika težava. Zdaj, mi predlagamo recimo tudi uvedbo nacionalnega preverjanja znanja, ne, kot obvezni del tako v 3., 6. in 9. razredu za vse učence. Zakaj je ta predlog? Lahko rečem, da so nas učitelji pravzaprav pozivali, predvsem v višjih razredih, ne, da nujno potrebujejo nek dodaten mehanizem, s katerim bodo lahko tudi staršem učencev povedali, ne, da njihov otrok pač ne zna za 5, ne.
In zdaj prednost nacionalnega preizkusa je ta, da to ni preizkus, ki bi seveda bil oblikovan strani posameznega učitelja, ampak imamo državno komisijo, ki pripravi te naloge in imajo vsi učenci enake naloge, tudi enake pogoje, kar pomeni, da nam to omogoča neko primerljivost znanja. In dejansko, kot sem rekel, učitelji, predvsem tam v višjih razredih osnovne šole, želijo nek mehanizem, da lahko staršem rečejo, vaš otrok zna toliko, kot jaz menim, in to je pokazal tudi nacionalni preizkus znanja. Potem pa predlagamo tudi druge ukrepe, določene ukrepe je treba tudi še konkretizirati, predvsem pa grejo v to smer, da se zaščiti strokovna avtonomija učitelja, predvsem v postopku ocenjevanja znanja, da so seveda tudi standardi zelo natančno določeni in da je potrebno tudi strani učiteljev vsako oceno, ki jo otrok dobi, znati tudi argumentirati. Se pravi, jaz nikakor ne govorim o tem, da bi starše kar izključili iz šole, daleč od tega, starši so zelo pomemben partner, ampak vsak ima svoje pristojnosti in tudi svoje odgovornosti. Ena dilema se mi tu poraja, Janez, jaz razumem pač to potrebo po objektivnem ocenjevanju, pa tudi po teh nekih nacionalnih standardih, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je pač nek del odnosa učitelja in učenca je tudi ta osebni odnos, se pravi, učitelj pozna učenca. Kako se izogniti temu, da se zdaj to pa ne bi izgubilo pri tem, ker kot je prej tudi Dragan omenil, vsak ima kdaj slab dan, tudi recimo, nek vrhunski športnik doseže nek slab rezultat, kako zdaj ta človeški vidik ohraniti vseeno pri vsem tem? Zdaj, kar se tiče napredovanja učencev, torej v višje razrede oziroma v višje ravni izobraževanja, tukaj absolutno ne govorimo o tem, da bi samo dosežek na nacionalnem preverjanju znanja, torej ta enkraten dosežek, bil edini kriterij, ki bi obveljal. Ne, tukaj so pomembne tudi ocene učiteljev, ki dejansko jih učenci pridobivajo skozi celotno šolanje. Se pravi, gre za neko kombinacijo teh kriterijev. Bi pa jaz v zvezi s tem nekaj opozoril. Kakorkoli že gledamo na ocenjevanje. Ocenjevanje mora biti pravično, ocenjevanje mora biti objektivno. In zato je najpomembnejša informacija ta, kaj se pravzaprav ocenjuje, kaj ocena odraža. Ocena ne more odražati napredka učenca, ocena ne more odražati truda učenca, ampak dejansko izkazano znanje. Zdaj, lahko seveda kdaj rečemo, to ni pravilno, zaradi tega, ker je vendarle treba tudi otroka, ki se potrudi za neko ocenjevanje znanja, nagraditi, ampak vendarle moramo se zavedati pravičnosti. In pravičen sistem ocenjevanja je tisti, ki dejansko ocenjuje izkazano znanje, izkazane spretnosti učencev. Nenazadnje, učitelj niti ne ve, kaj se s posameznim učencem zares dogaja. Zdaj vemo, kakšni učenci imajo recimo ne samo slab dan, imajo zelo slabe družinske razmere, pa o tem ne razlagajo. In zato učitelj bi bil zelo nepravičen, če bi pri nekem učencu, za katerega slučajno ve, da se mu je nekaj zgodilo v njegovi družini, bil milejši pri ocenjevanju, s tem bi pa tudi v bistvu kaznoval nekega drugega učenca, ki lahko ima bistveno bolj katastrofalne družinske razmere, samo učitelj o tem sploh ni seznanjen, pa bi bil strožji pri njegovem ocenjevanju znanja. Ja. Dragan, koliko je matura še zrelostni izpit? Zdaj ne vem, če sem te prav razumel, ampak ti nekako se mi zdi, predlagaš tudi, da bi s ponovno uvedbo sprejemnih izpitov nekako tam se na ta del prenesel ta zrelostni izpit. Ja, zlasti za tiste študijske programe, ki so zelo obiskani, oziroma ker je velik naval in tudi se zahtevajo specifična znanja in struktura osebnosti, tipično se mi zdi medicina. Po mojem mnenju ne moremo vse zvesti na ocene v zadnjih 2 letnikih. Če greš še malo v stran, za čim boljše funkcioniranje neke državne skupnosti se mi zdi, da je potrebno čim bolj uporabiti, izkoristiti, razviti sposobnosti vsakega od posameznikov. V tem smislu mora biti družba tako narejena, da ima čim več teh kompetenčnih hierarhij. Če nekdo je dober nekje, pa nekje drugje ni dober, ga treba nekako usmeriti, mu dovoliti, mu dopustiti, da razvije svoje sposobnosti tam, kjer bi bil lahko ali pa bo dober. In tega ne moremo izraziti preko 5 škatl, ocene 1, 2, 3, 4, 5. Ampak mora biti še neki bolj prefinjeni mehanizmi. Kaj na primer, Dragan? Kaj bi še lahko naredili po tvojem?
Ja, naprimer, če sem že omenil medicino, medicina ne more biti dober zdravnik, ni odvisen, ali pa recimo dober kirurg, ni odvisen od tega, ali bo imel matematiko 5 ali 4. So verjetno kakšne druge sposobnosti, ročne spretnosti in tako naprej. Ne vem, če brez prijemnih izpitov lahko res iz družbe izločimo, dobimo najboljše bodoče zdravnike ali pa kakšen drugi. O zdravnikih govorim zato, ker sta oba brata je in bila, ne, in pa še moja soproga tudi, pa sem malo bolj slišim o tem. Zdaj, za take specifične poklice, kot je matematik, tako ni tako veliko zanimanja, tako da tam ni velikih težav, ne, pri regrutiranju bodočih matematikov. Čeprav se tudi tukaj lahko zgodijo kakšni nesmisli. Meni se zdi matura samo pogoj. Če imaš maturo, se potem vpišeš, ok, imamo takšen sistem. Bi pa rad povedal, da pred nekaj desetletji kako naj rečemo tem, zaostali socialistični Jugoslaviji se je bilo mogoče na Ljubljansko univerzo vpisati za posebne talente brez mature. Obstaja en primer takega matematika, ne, ki se je po 2 letnikih srednje šole vpisal na univerzo. Kot včasih smo bili bolj fleksibilni kot danes. Ja, časi so drugačni. Zdaj, Janez, jaz ne bi hotel biti tu hudičev advokat, ampak mogoče vendarle obran staršev, ker se dosti pogovarjamo o tem, starši zahtevajo visoke ocene od otrok, pri vpisu na srednjo šolo, recimo na gimnazije, pogledamo primer Ljubljane, praktično tudi z najvišjimi ocenami ni zagotovljeno, da boš lahko se vpisal na želeno gimnazijo. Kako zdaj tu temu od pomoč na nek način? Zdaj ni za pričakovati, da se bojo prostorske kapacitete povečale, da bomo imeli večje število učiteljev ali karkoli, ampak ta pritisk nenehni na ocene je verjetno povezan tudi s tem vpisom, pri čemer seveda je gimnazija šele nek začetni vstopni pogoj potem za kasnejši študij. Ja, zdaj tle bi jaz seveda, kar je bilo zdaj že tudi si lepo povedal, poudaril, gre za vpis v točno določeno gimnazijo. S tem, da mi imamo več gimnazij, tudi v Ljubljani, in da imamo isti gimnazijski program, z istimi učnimi načrti. Kar je paradoks, Ja, paradoks je ravno to, mi delamo, mi umetno ustvarjamo neke elitne šole v Ljubljani, ali pa pravzaprav tudi kje drugje po Sloveniji. Ja, povsod praktično. Zdaj, če pogledamo pravzaprav število razpisanih mest, pa število kandidatov za gimnazijski program, potem pa pravzaprav ni več takega navala, In to je ta logika, ki je po mojem mnenju tukaj zgrešena. Ja, če pač nek učenec se ne more vpisati na eno gimnazijo v Ljubljani, se bo pa vpisal na sosednjo gimnazijo v Ljubljani. Mogoče bo tam manj dijakov, mogoče se bodo lahko učitelji temu dijaku še bolj posvetili, oziroma mogoče bo to, kar je Dragan prej omenil, imel na tej šoli tudi več možnosti za to, da razvija svoje individualne interese. Jaz zelo poudarjam pomen javnega šolskega sistema, kakovostnega javnega šolskega sistema. In ta elitizem, ki se tudi umetno poskuša ustvariti, to ni pravzaprav nekaj, kar bi meni bilo blizu. To se jaz s tabo strinjam, ampak ti moram povedati, se to verjetno tudi tam veš, že iz mojih izkušenj, pa že kar nekaj let zdaj od tega, že pri osnovnih šolah se je to začelo kazati, ker jaz vem, ko sem delal na ministrstvu, recimo na nekem bolj izpostavljenem položaju, so me znanci spraševali, naj jim povem, katera osnovna šola v Ljubljani je dobra, recimo, in pač nisem razumel vprašanja, ker moje stališče osebno je zmerno bilo, da najboljša osnovna šola je tista najbližja. Sploh ni važno, kjer program ima, samo logistično je najboljše, da je čim bližje, zato da lahko otrok, recimo, teoretično gre tja sam. Najprej moramo pa potem tudi definirati kriterije, kaj pa pomeni dobra šola. Zdaj, seveda, lahko rečemo, dobra šola je tista šola, kjer bodo učenci usvojili najboljše znanje. Ampak verjetno bodo pri enem predmetu na eni šoli najboljše, na neki drugi šoli pa mogoče pri drugem predmetu stanje drugačno. Ampak jaz mislim, da ne moramo šole zreducirati samo na znanje. Še marsikaj drugega je dejansko tudi v osnovnih šolah, pa potem seveda tudi v srednjih šolah pomembno. Dragan, če gremo zdaj še malo na ta družbeni vidik, Janez je že o tem govoril, ki je dosti tudi, koliko smo mi kot družba, vse to ni verjetno samo slovenski problem, to so neki svetovni trendi, ampak vendarle pogovarjamo se predvsem o nas samih, koliko smo mi kot družba tudi nekako zašli s poti, kaj so zdaj še sploh neke vrednote, kaj recimo
čemu damo pomen. Ne? Tako kot je Janez že omenil, pomembno je, kaj imamo, ne kaj znamo. Kaj se da tu narediti po tvoje, če se sploh kaj da, da se tu trend obrne? Pa sej, veš, da bi že vnaprej slutil tvoje vprašanje, sem med Janezom govoril, sem rekel, zdaj bom probal povedati, kako bi si jaz predstavljal, da ne bi izgledalo šolanje od osnovne šole navzgor. No, povej, ja. Pa bom najprej svojo izkušnjo. Najlepši spomin imam na 3. razred osnovne šole, kjer smo imeli enega učitelja, edini učitelj že bil. Jaz sem mislil, da boš rekel, da si bil prvič zaljubljen, ampak ok. Ne, tako. In po vsakem glavnem odmoru je rekel, kaj bomo danes delali za naprej, fantje, in smo rekli, in dekleta tudi, ne. Yeah. Gremo na Soline, to tam zdaj tega več ni v Kopru, to je tam, ki je tisto ono veliko parkirišče, okay, in smo igrali fuzbal. Kadarkoli ni deževalo, smo šli tja. In jaz se ne spomnim točno, kaj sem se učil v 3. razredu osnovne šole, samo vem, da sem se imel zelo, zelo fajn. Yeah. Najprej bi rekel več telovadbe, več gibanja, Ja. in manj teh raznih prisil, ampak nekako bi pustil, da se v učencih in učenkah samo vzbudi to zanimanje po intelektualnem razvoju ob tem, ko rastejo. V srednji šoli, ko bi prišel pač v srednjo šolo, zagotovo je nesmiselna ta gonja, da že od 1. letnika dalje. To vem tudi od svojih 2 srednješolcev, ko sta bila, da marsikdaj sta se pritoževala, da se vse skupaj samo priprava na maturo. In potem na univerzi bi definitivno izenačil univerzitetni in visokošolski študijske programe, ki ne vidim nobenega smisla za to bifurkacijo, ker tako ali tako pol na drugi stopnji se lahko združijo. In to izenačenje sedanjega magisterija s prejšnjo diplomo, se pravi izničenje znanstvenega magisterija, je en primanjkljaj te bolonjske reforme in bi nujno morali uvesti na doktorskem študiju po 1. letu, ko slušatelj opravi vse pogoje za nadaljnji 2 leti, se pravi, da opravi tiste kreditne točke po nekih seminarjih in tako naprej, pa recimo se mu ne da iti ali pa se ji ne da iti naprej, bi uvedel kot neko specializacijo, skratka neko umestno stopnjo med sedanjim magisterijem in doktoratom, zato da ločimo tiste, ki so nekaj naredili, pa se jim ne gredo naprej. Tako bi na celotni tej... Evo, Janez, zdaj je Dragan povedal, kaj si on recimo predstavlja, kaj si želi. Kaj ti praviš na to? Kaj je od tega recimo realno, kaj ni realno? No, zdaj, to je težko reči, kaj je realno v tej naši družbi. Ja? Zdaj, jaz bi najprej, kar se tiče ocenjevanja, rekel tako. Ocenjevanje seveda mora biti sestavni del učnega procesa. To je pravzaprav tista zadnja stopnja. In kaj bi si jaz želel? Jaz bi si želel, da to ne bi za nobenega otroka predstavljalo nobene stresne situacije, da je to pravzaprav samo končno dejanje tega, kar se pri pouku ves čas dogaja. In ne, da se učenci učijo ne vem koliko ur prej oziroma dni pred ocenjevanjem, ne da imajo ne vem koliko preverjanj znanja, in šele ko res vse na tistih preverjenih pokažejo, da znajo, potem pridemo do ocenjevanja. Zakaj se meni zdi to tako problematično? Zaradi tega, ker je treba preveriti, kakšna je trajnost znanja učencev. Najprej ugotoviti, katero je tisto znanje, ki ga morajo učenci res usvojiti in si ga zapomniti do konca svojega življenja, in potem preveriti, koliko učenci iz pouka dejansko odnesejo. In kje vidimo zdaj težavo? Težava je recimo ravno, če primerjamo interne ocene pri posameznem učitelju, ki jih ima učenec, in pa dosežke na nacionalnem preverjanju znanja, ali pa recimo, če želimo neko mednarodno ogledalo, tudi mednarodne raziskave znanja. Pri nas interne ocene naraščajo, dosežki na nacionalnem preverjanju znanja ostajajo zelo povprečno enaki, tukaj nimamo nobenega napredka, ves čas opozarjamo na iste težave, pri mednarodnih raziskavah smo pa pravzaprav celo ugotovili velik padec v znanju naših učencev. In zdaj, ko to vse skupaj združimo, ugotovimo, da imamo tukaj neko težavo. Zdaj, velika težava je tudi v tem, nacionalno preverjanje znanja, pa ne nazadnje tudi matura, dejansko preverjata tudi trajnost znanja.
Ne? Tiste ocene, ki jih dobijo učenci pri posameznem učitelju, so pa zelo pogosto vezani na nek ozek vsebinski sklop, ne? In potem še priprava, preverjanje znanja prej, ne? Učenci pa potem to zelo hitro pozabijo. In tle je težava. V športnem žargonu je to bolj trenutna forma, hočeš reči. Trenutna forma, točno tako, ja. Še en problem se mi je utrnil, mislim, bi ga veljalo omeniti, en paradoks, in sicer učni jezik. Konkurenca v globalnem svetu, kamor smo se vključili z vključitev Evropsko unijo, zlasti na univerzitetnem razvoju, pritiska na majhne jezike, ki so manj uporabni, ne. Zato je v naši zakonodaji se večkrat pojavljajo pobude po relaksaciji in uporabi angleškega jezika, recimo vsaj na doktorskem študiju. Sedaj zakonodaja je taka, da ti lahko katerikoli program, ki ga izvajaš, če ga moraš izvajati v slovenskem jeziku, ga lahko ponudiš tudi v angleškem jeziku usporedno in s tem imaš pač neko dodatno delo. Tega se je Univerza na Primorskem lotila pri nekaterih programih, recimo tipičen primer je računalništvo, ne. Zdaj, kadarkoli se je poskušalo to relaksirati, da bi bilo malo več kot to, so se vzdignili tisti, ki branijo slovenski jezik, ne. Želim povedati, da kot Primorec sem zelo občutljiv na slovenski jezik, ker se moji starši 20 let niso smeli govoriti slovensko v šolah med obema vojnama. Tako da že na začetek povem, da sem tukaj dovolj občutljiv, da želim zaščito tega jezika. Po drugi strani, se pravi, ko se takšen halo dvigne na univerzi, se pa nam dogaja na osnovnih šolah, tako mi povedo kolegi, ki imajo otroke v mestnih šolah v Izoli in Kopru, da tam pa slovenski jezik izginja, ne. Ker se že v nekaterih razredih pojavlja kot večinski učenci prišliki iz Kosova. Če po eni strani skrbimo za slovenski jezik na univerzi, na osnovni šoli si pa zatiskamo oči pred tem, da učenci ne znajo slovenskega jezika. Kako smo to dopustili, kajti na ta način odraščajo pri nas ljudje, ki bodo izrinjeni iz družbe, ker ne bodo znali slovenskega jezika dovolj, ali pa bodo vzpostavili neke svoje enklave in to so pa bodoči točke konflikta. Tako da ta razkorak ne razumem tega razkoraka, ne, taka gonja na univerzah proti eni angleški črki, ne, na drugi strani pa taka erozija počasna v osnovni šoli, kjer pa bi pa res moralo veljati, da tisti, ki tukaj živijo, pač morajo poznati uradni jezik, ne. Pri nas je to slovenski jezik in italijanščina in madžarščina na obeh koncih. Evo, neko zanimivo dilemo, ne, se mi zdi, Janez je Dragan odprl zdaj položaj slovenščine v slovenskem izobraževalnem sistemu. No, to je dejstvo, da učni jezik je slovenski jezik, ne, razen tam, ker imamo zakonodajno to tudi na dvojezičnih šolah drugače urejeno, in mimo tega ne moremo, ne. To pa seveda ne pomeni, da bi jaz recimo bil proti večjezičnosti, a ne, daleč od tega. Jaz mislim, da morajo vsi učenci imeti možnost, da se naučijo več jezikov in seveda tudi to, da se spoštuje materni jezik posameznega učenca. Vendar ne na način, da bi pa učni jezik postajal karkoli drugega kot slovenski jezik. Nasprotno, treba je seveda omogočiti vse, kar lahko v šolskem sistemu omogočimo, da vsem učencem, priseljencem, da jih čim prej usposobimo v komuniciranju v slovenskem jeziku. Tle bi jaz seveda izpostavil tudi, tukaj ne gre samo za težave, ki jih imajo priseljenci, te težave nekako lahko razumemo in tudi lahko neke ukrepe v zvezi s tem upeljemo. Še večja težava, ki jo jaz vidim, je seveda bralna pismenost naših učencev, torej slovenskih učencev, katerih materni jezik je slovenski jezik. Torej mislim, da se absolutno premalo zavedamo tega, da je bralna pismenost osnova za učenje kateregakoli drugega predmeta kasneje, ne. In na področju bralne pismenosti ne samo, da imamo težave, na področju bralne pismenosti padajo dosežki, a ne. In ne samo dosežki učencev, ampak spet dosežki celotne družbe.
Zdaj bi še mogoče nekaj povej. dodal, tako da bi poudaril resnost tega problema zlasti v bodočnosti, kajti poznam starše, ki se odločajo o izpisovanju otrok iz mestnih šol, kjer so Slovenci v manjšinah in jih postavljajo v vaške šole, Šmarje, na primer v koprski občini, in pa razmišljanje o, kako se temu že reče, izobraževanje na domu, ne. Slovenski izobraževalni sistem se bo moral soočiti s tem problemom, da bodo v nekaterih šolah bili v večini otroci priseljencev in da bodo imeli vedno več ljudi, ki bodo želeli, nezadovoljni z javnim šolstvom, iz tega ali onega razloga, izobraževati svoje otroke doma. To samo napovedujem možne probleme, tako da tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, jaz sem prosti strelec tukaj, samo povem. Jaz še enkrat poudarim, šolski sistem je seveda del družbenega sistema. In tako kot imamo v različnih krajih Slovenije različno število priseljencev, tudi iz različnih držav, to se seveda tudi odraža v šolski situaciji, ne. Kakšna pa je rešitev zdaj? Torej, nekdo bo učenca izpisal iz šole, zato ker ne želi, da se druži s priseljenci, hkrati bo pa v popoldanskem času na igrišču se igral s priseljenci, ne. To je insinuacija, jaz tega nisem rekel. Situacija, to pa moram, to pa moram vstopiti. Nisem tega rekel, da se ne želi družiti s priseljenci. Standard poučevanja, celotna, če nekdo ne zna slovenskega jezika, kako je lahko v 5., 6. razredu? Včasih nekdo je zaostal, če ni. Jaz sem imel sošolko, ki je zaostala, zato ker ni znala italijanskega jezika, ki se je prišla iz notranjosti Slovenije, kar je bil popoln absurd, ne. Ja. Zdaj pa imamo v šolah otroke, ki ne znajo nič slovensko v ne vem katerem X razredu. In potem, če starš nekoga, otroka izpiše, zaradi tega mu ne bomo rekli, da je proti priseljencem, ne. Je treba stvari poimenovati s pravim imenom, ne. Torej, definitivno standardi znanja in zahtevnost pouka zaradi priseljencev ali kogarkoli drugega ne sme padati, ne. To je dejstvo. Treba je narediti, kot sem prej omenil, cel kup ukrepov, ki jih imamo na razpolago, zato da se tudi priseljencem in vsem ostalim, saj ne gre samo za priseljence, imamo težave tudi pri otrocih, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in tako naprej, omogoči neke dobre štartne osnove in pa tisto, kar pa je recimo prednost, ne, takega večkulturnega oddelka, če lahko tako rečem, ne, je pa v tem, da pa učenci tudi na nekem drugem področju, tudi na področju empatije, sočutja in tako naprej lahko zelo veliko napredujejo, ne. Evo, sta se raznela proti koncu, ampak kljub temu se mi zdi, da smo končali na pozitivno noto, tako da z veseljem še kdaj, mislim, da moramo to debato ponoviti. Za danes pa dr. Janez Vogrinc, dr. Dragan Marušič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, kakšen je sistem ocenjevanja pri nas, že 1005. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, svoboda je padla, kdo bo vladal namesto nje. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.